Dober večer, spoštovani gledalci in spoštovane gledalke. Teden je naokoli in čas je za oddajo Zdravstveni nasvet. Nocoj se bomo posvetili krvodajalstvu, vsekakor pa bomo spregovorili tudi o dejavnostih Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor. Saj sem v goste povabila predstojnico doktorico Lidijo Lokar, specialistko transfuzijske medicine. Dober večer. Dober večer tudi vam. Če se že kar na začetku malce vrneva v preteklost, kdaj se je pravzaprav v mariborski bolnišnici prvič pojavila transfuzijska dejavnost in kako se je razvijala skozi čas? Ja, v mariborski bolnišnici v bistvu je v Sloveniji prvo v Mariboru opravljena bila neposredna transfuzija krvi v okviru oddelka za kirurgijo. To je 1926. leta naredil zdravnik dr. Adolf Ramšak. Seveda, mogoče se moramo vrniti malenkost nazaj, ker človek je v bistvu zelo hitro ugotovil, da brez krvi ni življenja in pomen krvi, tako da so že v davni preteklosti bili poskusi transfuzije. Seveda v določena odkritja v 17. stoletju je bil odkrit krvni obtok, Anglež William Harvey je odkril in takrat so bili začetki transfuzije. Prvo so bili poskusi na živalih, nato in sicer prva uspešna na psu, potem pa iz živali na človeka in potem prelomnica je bila seveda 1818. leta, ko je en porodničar opravil uspešno transfuzijo pri porodnici, ko je praktično skorajda izkrvavela po porodu in je rešil življenje. To je bilo res prelomnica in takrat se je začelo vedno več delati na transfuziji in na razvoju te stroke. Pa nam lahko sedaj malce predstavite vaš Center za transfuzijsko medicino, kako izgleda danes, kako je organiziran, kaj vse nudite? Ja, Center za transfuzijsko dejavnost oziroma za transfuzijsko medicino UKC Maribor ima široko dejavnost. Mogoče se v prvi moment sliši, oziroma ljudje, ko slišijo za Center za transfuzijsko medicino, pomislijo samo na krvodajalstvo. Preskrba s krvjo je naša osnovna dejavnost in to je najpomembnejša, vendar v okviru centra izvajamo kar druge dejavnosti tudi. Smo, kako bi rekla, razdeljeni oziroma naša dejavnost je razdeljena v določene procese. Proces preskrbe s krvjo, potem pa imamo laboratorijsko dejavnost in klinično ambulantno dejavnost. Sama organizacija transfuzijske službe v Sloveniji je v zadnjih 10 letih doživela velike korenite spremembe zaradi reorganizacije transfuzijske službe in predvsem zaradi vstopa v Evropsko unijo je zakonodaja Evropske unije nam nalagala tudi, da mi spremenimo našo zakonodajo. Tako da je zakon o preskrbi s krvjo in številni podzakonski akti, kateri so bili sprejeti, so za izvedbo potrebovali tudi korenite spremembe v organizaciji transfuzijske službe. Tako da smo danes Center za transfuzijsko medicino organiziran in deluje skupaj z enotami za transfuzijsko dejavnost Ptuj in Murska Sobota. Namreč v okviru te organizacije je prišlo do priključitev teh manjših oddelkov nekoč transfuzijskemu oddelku v mariborski bolnišnici in zdaj pokrivamo na ta način in zagotavljamo preskrbo s krvjo za severovzhodni del Slovenije. Torej mariborska transfuzija, Ptuj, Murska Sobota, ta del pokrivamo in zagotavljamo preskrbo s krvjo. Mora biti še kakšna beseda o laboratorijski dejavnosti, katere podprocese pravzaprav vključuje? Kot sem omenila, glavna dejavnost je preskrba s krvjo. Samo veliki del naše dejavnosti je tudi ta laboratorijska dejavnost, katero izvajamo ne samo za potrebe krvodajalstva, ampak tudi za potrebe hospitaliziranih bolnikov in tudi zunanjih naročnikov. Tako da deluje laboratorij za imunohematologijo, kjer opravljamo imunohematološke preiskave. To je bolj preprosto rečeno določitev krvnih skupin, krvna skupina AB0, RHD in tako naprej. Potem
laboratorij za virologijo, kjer testiramo kri, vzorce krvi na bolezni, ki se lahko prenašajo s krvjo pri krvodajalcih, pri bolnikih pa so to predvsem za zlatenico, markerji hepatitisa, testiramo na hepatitis B, C, potem tudi na HIV, na sifilis. To delamo v tem virološkem laboratoriju in veliki del naše dejavnosti je tudi hemostaziološka dejavnost oziroma laboratorij za hemostazo, kjer ugotavljamo oziroma testiramo, ali so prisotne kakšne motnje strojevanja krvi pri bolnikih. Tako da za bolnike, kateri so hospitalizirani, tudi ugotavljamo, če potrebujejo zaradi takšnih motenj tudi kakšno nadomestno terapijo z krvjo ali zdravili iz krvi. Omenili ste že kar nekaj diagnoz, pa vendar me zanima, s katerimi pa se nekako najpogosteje srečujete v sklopu klinične ambulantne dejavnosti. Takole, ta veliki del našega dela je klinična ambulantna dejavnost. Ambulanta deluje v okviru našega centra, je ambulanta za avtotransfuzijo in ambulanta za diagnostiko in terapijo koagulopatij. Ambulanta za avtotransfuzijo obsega del priprave in odzema krvi bolnikov, kateri grejo na takšne planirane operativne posege. To so predvsem ortopedski bolniki in pri teh bolnikih je darovanje krvi, namen darovanja je za njih, tako da v procesu zdravljenja sodelujejo praktično aktivno z darovanjem krvi tudi v procesu svojega zdravljenja. Kri lahko darujejo do 3 tedne pred planiranim posegom, 3 do 4 tedne. Kri se potem tudi testira, shrani in ta kri je namenjena striktno samemu tistemu darovalcu oziroma bolniku. Nikakor pa ne tudi v primeru, da poseg odpade ali se preloži ali zaradi kakršnih koli razlogov ne izpelje, da bi uporabili v druge namene. To je ta ambulanta za avtologno transfuzijo, deluje enkrat tedensko, tudi v enotah Ptuju in Murski Soboti, tako da je to zagotovljeno na vseh 3 lokacijah. Vkolikor je pri teh starejših bolnikih, tu seveda ni starostne omejitve kot pri krvodajalcih, to so tudi ljudje, kateri so stari 80 let, pa če so v, lahko rečemo, dobri fizični kondiciji, bolj slabo zaradi obrabe kolkov ali kolen, ampak če niso preboleli kakšne možganske kapi ali nimajo kakih drugih resnejših bolezni, sladkorne na inzulinu, lahko darujejo kri. Druga ambulantna dejavnost je ambulanta za diagnostiko in terapijo koagulopatij. Tale je pa veliko bolnikov zdravimo, čez 3000 imamo bolnikov to so bolniki, kateri jemljajo zdravila proti strojevanju krvi. Ta zdravila jemljajo zaradi različnih vzrokov. Diagnoze so od tistih motenj srčnega ritma, od prebolelih venskih tromboz, pljučnih embolij, vkolikor je nekdo ima umetne srčne zaklopke, je bil operiran na srcu, tudi mora jemati ta zdravila, tako da je kar široka paleta teh diagnoz, zaradi katerih se ta zdravila morajo jemati. Pa bi lahko rekli, da beležite vedno večje število tovrstnih bolnikov? Takole, tovrstnih bolnikov je vedno več, ker se stara populacija, tako da tudi te motnje srčnega ritma so praviloma pri starejših bolnikih in zaradi tega je tu s to ambulanto je velika obremenitev naših delavcev. Ja, omenili ste zares veliko, široko paleto dejavnosti, s katerimi vse se nekako ukvarjate v vašem centru, pa vendar je vsekakor potrebno poudariti tudi, da sodelujete z Rdečim križem in da je preskrba s krvjo vaša tista poglavitna dejavnost. Koliko let pravzaprav že tako uspešno sodelujete z Rdečim križem Slovenije? Takole, naša poglavitna dejavnost je preskrba s krvjo in zagotavljanje zadostne količine varne krvi za bolnike UKC Maribora in sedaj po tej reorganizaciji tudi za bolnišnice Murske Soboti in na Ptuju. Začetki krvodajalstva bi lahko rekla segajo tudi malo nazaj, če lahko rečem, ampak tista pomembna letnica je 1953. Od takrat je krvodajalstvo anonimno, brezplačno, prostovoljno. Do tega leta so
krvodajalci za darovano kri dobivali kakšno nadomestilo. Pomembno je recimo omeniti, da je prva transfuzijska postaja v Mariboru bila začela delovati 1949. leta, torej do 1953. leta so potem krvodajalci dobivali nadomestilo, to so bilo na začetku živilske izkaznice, potem pa tudi en din za 1 mililiter krvi, vendar se je ugotavljalo, da to plačano krvodajalstvo nosi s sabo ena določena tveganja, da ljudje, kadar je vodilo denar, drugače razmišljajo. In zaradi tega je tudi leta 1953, 9. marca v Zagorju, stekla prva akcija v organizaciji Rdečega križa, prostovoljnega krvodajalstva. Takrat so 9 rudarjev darovalo kri. Letos smo tudi potem praznovali 60 let tega prostovoljnega, anonimnega, brezplačnega krvodajalstva skupaj z Rdečim križem. Z Rdečim križem moramo tesno sodelovati, z roko v roki, zaradi tega, ker skupaj z njimi planiramo akcije. Rdeči križ je glavni nacionalni organizator krvodajalstva, mi smo pa izvajalci. Tako da zagotavljati zadostno število krvodajalcev je naloga Rdečega križa. Seveda skupaj moramo delati. To je en proces nenehnega sodelovanja, nenehnega in izobraževanja in usklajevanja, ker samo na ta način lahko delujemo in racionalno in da zagotavljamo zadostno količino. Kaj pa pravijo vaše evidence? Koliko imate rednih krvodajalcev? Mi, ko govorimo v številkah, recimo govorimo o številu odzemov. Podatke imam o številu krvodajalcev, je v Mariboru leto 2009 bilo okoli 9700, vendar odzemov pa je več. Odzemov je okoli 13 000, prijav je več, ker en del krvodajalcev je seveda tudi iz različnih vzrokov lahko zavrnjen, da ne more darovati kri. Tako da je to od 12 do 13, 13 pa pol tisoč, odvisno zdaj od preteklih 3-4 letih. Sicer pa je tudi v vašem centru že veliko plemenitih ljudi kri darovalo, tudi več kot 100-krat, in se potem takem upisalo tudi v knjigo vitezov krvodajalstva. Predvidevam, da so le ti lep zgled, pa tudi spodbuda za vse tiste, ki stopajo po njihovih stopinjah. Kako vi gledate na vaše redne krvodajalce? 100-kratnikov, lahko rečem, imamo v Mariboru 143. V naslednjem tednu pa v torek tudi še 3 krvodajalca, kateri stopajo za tistimi in bodo darovali 100 kri. So med njimi tudi eni rekorderji, kateri so darovali več kot 150-krat. Tisti, kateri je daroval polno kri, največkrat je gospod Radoha Adolf, kateri je daroval 171-krat. Največkrat pa je ampak polno kri in posamezne krvne komponente, ker lahko darujemo tudi na posameznih, to so posebni odzemi. Posamezno komponento pa je gospod Donko Boris 193-krat. To je čudovito, to nimaš besede, kako bi se jim in zahvalil in res za vse tisto, kar so darovali. Vendar je tudi prvič je treba darovati kri, da lahko prideš do 100-tične. In mislim, da so oni lahko en vzor vsem tistim, kateri razmišljajo, ali bi stopili v vrste krvodajalcev, in mlade pa potrebujemo brez nadaljnjega. Ja, redno pripravljate tudi različne krvodajalske akcije, nekatere se odvijajo prav pri vas, v vašem centru, mnoge pa tudi na terenu. Zakaj je pravzaprav temu tako, pa morda tudi kakšne so prednosti in slabosti enih pa tudi drugih? Takole, odzeme krvi izvajamo v Centru za transfuzijsko medicino v tistem našem rednem urniku. Torek je odzem celi dan, od 7. ure zjutraj do 17:30 popoldan, in četrtek od 7. do 11. ure. Odzemi so potem tudi na oddelkih v Murski Soboti in na Ptuju, tako da je ob ponedeljkih in četrtkih je v Murski Soboti, ob torkih in četrtkih je na Ptuju. Terenske krvodajalske akcije pa izvajamo praviloma 2-krat tedensko. To je potem še tisti dan, ko je ostal nezapolnjen, to je sreda in petek. Zdaj krvodajalske akcije na terenu so včasih večje, včasih so manjše.
odvisno je od tega, kamor gremo. Prednosti in slabosti. Prednosti terenskih krvodajalskih akcij so te, da se mi približamo krvodajalcu. Vsekakor, da pridemo k njemu, da se on ne rabi odpravljati na pot ali na oddelek na Ptuju, Murski Soboti ali Mariboru, tako da se jim približamo. Tudi nekateri krvodajalci, kateri imajo tisti svoj jubilej, mogoče 100-krat ali kaj takega, želijo tudi včasih na terenu, da bo ta tista majhna pogostitev, katero mi pripravimo drugače na centru. Tako da pripeljemo se z veliko opreme na terensko krvodajalsko akcijo, ker rabimo, prostori so zagotovljeni s strani Rdečega križa. Najpogosteje opravljamo odvzeme v šolah, lahko tudi včasih v gasilskih domovih, in tisti prostori morajo ustrezati določenim zahtevam, tudi tistih predpisanih, ko so tudi v zakonodaji, v pravilnikih. Veliko opreme moramo nesti, to so zložljive postelje, to so velike tiste kište, po domače rečeno, v katerih so in torbe z merilci pritiska in vsa laboratorijska oprema, ko mora biti, in vrečke, vse v škatlah, ko se veliko stvari mora prenesti. Tako da to pa je potem tisti minus, ko se gre na teren. Mogoče bi zdaj omenila tudi tukaj, da je 3 leta nazaj je na pobudo enega krvodajalca iz krajevne organizacije RK Šentilj, gospoda Stanislava Žebele, je stekla ena akcija. Pobuda je bila za zbiranje sredstev za nakup, nabavo avtobusa za odvzem krvi. Namreč v tujini obstajajo in so v uporabi avtobusi, kateri so opremljeni že z opremo, z ležišči za odvzem krvi, tudi z tehnicami, tiste, katere so za odvzem krvi. In nekako, to je bila naša želja že več let nazaj, nekako se je k temu pristopilo. Tu je veliko vlogo odigral vodstvo UKC Maribor, ki so potem na podlagi izkušenj, ko so se včasih finančna sredstva zbirala v okviru z osnivanjem konzorcija, tako da se je tudi tu šlo v to smer, tako da se je do danes uspelo z velikim trudom primarij Pivca narediti, da so pristopili k temu konzorciju tudi določene občine, oziroma od 67 občin v tem podravskem in pomurskem območju, 62 je že pristopilo, tako da upamo, da bomo v naslednjem letu uspeli tudi realizirati to željo, tako da bo vse skupaj še lažje potekalo. Ja, upamo, da bo. Tako. No, tudi jaz upam in želim, da bo to uspelo v čim krajšem možnem času. Zdaj pa pomembno vprašanje. Kdo vse pravzaprav je lahko krvodajalec? Obstajajo namreč določene omejitve, pa tudi pogoji. Vsekakor, omejitve in pogoji so, prvo je, oseba mora biti zdrava, polnoletna. Tako da med 18 in 65 letom starosti se lahko daruje kri. Oseba mora biti zdrava, telesna teža je tudi pomembna, to je 50 kilogramov. Takrat, ko mi rečemo, da se pride na odvzem krvi, poudarimo vedno ne biti natešč, potrebno je pojesti nemasten zajtrk. Nekoč se je zahtevalo oziroma reklo, da pridete na tešč obvezno, kar pa ni potrebno. Potrebno je priti tešč, če se gre na odvzem krvi za laboratorijske preiskave. Tukaj je pa čist nekaj drugega. Zaradi česa? Zaradi tega, ker svetujemo tudi popiti dosti tekočine, ker normalno, ko se odvzame kri, je sprememba v organizmu, volumen krvi se zmanjša in potem pa pride do teh lahko včasih tudi neželenih učinkov. Razen teh kriterijev je seveda ne sme biti prisotna kakšno bolezensko stanje, akutna bolezen, infekcija, viroza, tudi jemanje kakšnih zdravil, kakšne antibiotike. Merimo vedno hemoglobin oziroma krvno barvilo, tako da se izključi anemija, izmeri se krvni pritisk, potem pa vsaki krvodajalec, kateri pride, izpolni ob sprejemu, dobi en vprašalnik, katerega mora izpolniti in odgovoriti na vprašanja, vestno, točno, iskreno, katero potrjuje z svojim podpisom.
tako da ga potem še zdravnik pregleda in potem določi, ali lahko daruje kri ali ne. Včasih lahko pride tudi do začasne zavrnitve krvodajalca. Kaj so običajno najpogostejši vzroki? Najpogostejši vzroki recimo so lahko kakšni prehladi, kakšne viroze, to je zdaj aktualno v teh časih, v prehodnem obdobju, ko se spreminjajo letni časi. Potem pa so tudi, kot sem omenila že, če se jemljajo kakšna zdravila, antibiotiki, treba je počakati 2-3 tedna, potem se lahko pride. Tudi povišen krvni pritisk, vkolikor pa nekdo ima povišen krvni pritisk in redno jemlje zdravila in je pritisk urejen, takrat lahko daruje kri. Vendar samo, če so tista odstopanja res prevelika, takrat ne sme. Tudi danes aktualno pri mladih so potovanja, potuje se veliko, meje so odprte, tudi v takšne eksotične kraje, tako da tam v teh krajih pa so tudi včasih bolezni, katere se lahko potem, če pride do okužbe, lahko prenašajo s krvjo. Tudi v tem primeru so določeni intervali, ko mora tisti, ko se vrne iz teh držav, počakati na darovanje krvi. Koliko krvi pa običajno odvzamete posamezniku in kako dolgo pravzaprav traja sam odvzem? Odvzamemo standardno dozo, to je 450 ml, če bi rekli 4,5 deci. To se sliši kar konkretna količina, ne? Ja. In zakaj 450 ml? Zaradi tega, ker je ta količina krvi nekako standardna, da potem lahko iz te količine tudi pridobivamo standardno kakovostne krvne pripravke oziroma komponente. Ker vkolikor mi odvzamemo manjši volumen, potem pa ne moremo pripraviti koncentrirane eritrocite, trombocite, plazmo, določene kakovosti, kakšna se od nas zahteva po vseh tistih predpisih. Zaradi tega je ta doza standardizirana, kolikor je to lahko. Seveda je določeno odstopanja 10% plus minus je dovoljeno, ker v okviru tega lahko še zadostimo tem zahtevam kakovosti. Sam odvzem traja 5 do 10 minut, po vbodu potem pa kri lepo priteče v vrečko, med samim odvzemom se kri nenehno meša, zaradi tega z eno antikoagulantno tekočino, ker sami vemo, če kri steče v kakšnokoli posodico, če ni te antikoagulantne tekočine proti strajevanju, se takrat strdi. Tako da ta odvzem poteka praktično do 10 minut. Odvzamemo tudi testne vzorce za določene preiskave, katere morajo biti opravljene. Krvodajalec potem po odvzemu se to mesto povije, zaščiti in počaka, potem pa po odvzemu gre na malico. Ja, že prej ste omenili, da preden pridejo krvodajalci pravzaprav darovati kri, je dobro, da nekaj pojedo, da niso tešči, potem pa jim pripada še malica. To je en tak lep del. Verjetno gre tudi za druženje. Seveda pa tudi zelo pomembno, da krvodajalec po odvzemu krvi, da ga imamo mi še na očesu, en čas. To je tudi v naši jedilnici, pripravljamo še vedno kranjske klobase, tako da smo zaenkrat še edini, kateri imamo v Sloveniji kranjske klobase. Delali smo tudi anketo pri krvodajalcih, če bi želeli spremembo malice, in je 97% odgovorilo, da ne, da naj ostane takšna, kot je. Tako da kar zadiši včasih ob torkih pa četrtkih po hodniku. Malica je tudi, da se družijo, pa tudi zato, da so en čas na oddelku, da jih imamo na opazovanju, da vidimo, ali je vse v redu. So možni tudi žal zapleti določeni po odvzemu krvi, tako da je to tudi še ena varovalka. Pomalicajo ne samo klobaso, imamo tudi drugo, ker so mladi tisti, kateri mogoče bi želeli kakšen sendvič, jogurt, kakšno vegetarijansko malico, to je tudi omogočeno. Pa potem kava, pa popiti čaj, pa sok. Vse je torej na razpolago. Pa vendar me zanima še to, kako je pa z odsotnostjo z dela na dan darovanja, ali darovalcu pripada prost dan, in pa tudi to me zanima, ali so po vaših izkušnjah tudi delodajalci vaših krvodajalcev temu naklonjeni, ali se kdaj pojavljajo težave? Takole, po zakonodaji je s 1. januarjem leta 2003 dela prost dan tisti dan, ko se daruje kri.
in delodajalcu potem Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije povrne stroške zaradi odsotnosti krvodajalca iz delovnega mesta. Tako da to je, predtem pa sta bila dva delovna dni prosta in je seveda bilo tudi včasih odvisno od delodajalca. Kljub temu, da je to uzakonjeno in da v zakonu lepo piše, da mu pripada ta prosti dan, so problemi, so težave. Krvodajalec, tudi če bi želel, včasih ne more iz delovišča, sploh danes, ko so ta manjša podjetja, tako da tisto, ko je bilo veliko podjetje, ko je bilo 1000 delavcev, enega delodajalec ni pogrešal, recimo, ne, pa tudi če jih je šlo 50, jih ni tako pogrešal, kot če je na liniji danes 15 delavcev, pa potem enega ali dva bi sigurno pogrešal. Tako da so težave včasih, zato smo mi šli tudi na to, da imamo odvzem ob torkih celi dan, tako da lahko izven delovnega časa pridejo krvodajalci in darujejo v popoldanskem času. Mislim, da je treba potrkati na vest vsakega, tudi delodajalca, pa ker sigurno krvodajalec, če gre darovati kri, gre za to, ker je to in potrebno nam in mogoče potrebno tudi delodajalcu. Tako. Ali bi lahko opredelili, ali je med krvodajalci sicer več žensk ali moških? Pa še to me zanima, zakaj je temu tako? Ja, takole je, več je moških, 2/3 je moških, 1/3 je žensk, predvsem zaradi tega, ker vemo, da ženske lahko darujejo na 4 mesece, moški pa na 3 mesece. Ženske opravljamo tudi to reproduktivno funkcijo, to so potem nosečnosti, to so potem tudi ta obdobja, ko se po porodu ne more darovati kri 1 leto. Tudi smo tudi podvržene več tem slabokrvnosti oziroma anemiji, več primerov je pri ženskah kot pri moških, tako da je tudi zaradi tega najverjetneje je manjši delež. Čeprav včasih, ko recimo imamo organizirane akcije na nekih mogoče novih terenih ali novih akcijah, je kar veliki delež žensk. Tako da je potem pa moški po malem prihajajo, ampak ženske so tiste, katere se nekako kar zorganizirajo, kar prej pridejo. Ampak tiste redne vrste pa ostane potem več moških. Morda še kratko povabilo za naše gledalce in gledalke. Že prej ste omenili torki in četrtki so tisti dnevi, ko ste na razpolago. Tako. Naš center za transfuzijsko medicino se nahaja v kleti, v kletnih prostorih prizidka kirurške stolpnice. Tam, kjer je nujna medicinska pomoč, je vhod, potem pa malo naprej pa levo dol po stopnišču. Da vas bodo lahko našli. Tako, da nas lahko najdejo. Jaz se vam iskreno zahvaljujem za vaš obisk v studiu. Upam, da se še kdaj srečamo, kajti verjamem, da je še veliko zanimivosti, o katerih bi lahko spregovorili tudi za širšo javnost. Hvala lepa. Hvala vam tudi za povabilo. Nocoj smo govorili o krvodajalstvu in dejavnostih Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor. V studiu se mi je pridružila predstojnica doktorica Lidija Lokar, specialistka transfuzijske medicine. Že sedaj pa vas vabim tudi k ogledu prihodnje oddaje Zdravstveni nasvet, ko bomo z izbrano tematiko počastili Svetovni dan boja proti AIDS-u, ki ga sicer obeležujemo 1. decembra. Na klepet bom povabila doktorico Nino Gorišek-Miksič z oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja UKC Maribor. Če imate zanjo kakšno vprašanje na omenjeno tematiko, nam ga lahko posredujete na elektronski naslov zdravnik@rtvslo.si in tekom prihodnje oddaje pričakujete odgovor. Bodite z nami. Srečno!